Dobrodošli v svetu kozmetike. Moje ime je Eugen Gec in pomagam vodjem oziroma zaposlenim v kozmetičnih salonih, da njihovo delo poteka bolj učinkovito in predvsem z manj napora. Torej, če imate težave z določanjem cen storitev, zaposlovanja, se pravi kandidatov oziroma izbora kandidatov ali z učinkovitostjo zaposlenih, če imate recimo težave z marketingom, s prodajo, če bi želeli ustvariti nekaj več in boljše, je tukaj pravi naslov, da vam lahko pri tem pomagamo. Torej, delujem kot trener, kar pomeni, da prisostvujem pri vašem delu, pri samih načrtih, skupaj preverjamo potek poslovanja in točno vidimo, kje lahko določene stvari dodatno izboljšamo, spremenimo, nekaj dodamo, odvzamemo, skratka, naredimo tako, da poslovanje poteka kolikor se da dobro. No, verjetno ste že zasledili, da se vse pogosteje pojavlja vprašanje, kaj je sedaj potrebno narediti, glede na to, da tisti, ki imajo kozmetične salone, delo že poteka nekako avtomatično, predvsem pri tisti, ki delajo že vrsto let v salonu, vse je nekako že vpeljano, imajo stalne stranke, imajo tudi zaposlene, večina njih, in zdaj se sprašujejo, kaj bi zdaj bilo potrebno spet narediti, zato da bi to poslovanje potekalo še boljše oziroma drugače. No, tistim, ki že vrsto let delajo, se mnogokrat zdi to, kar vam bom sedaj razložil, nepomembno, nepotrebno, vendar moram povedati, da se kozmetična dejavnost, tako kot vse ostale, spreminja, prihaja do povsem drugačnih, torej novih pristopov, ki jih je potrebno poznati, zato da bi lahko poslovali uspešno. Torej, ne samo mi, tudi naši zaposleni, kajti to je ključnega pomena, ne samo pri izvajanju storitev, temveč tudi, ko gre za pridobivanje ali vzdrževanje naših strank. Danes bi vam želel predstaviti konkretno, zakaj oziroma katera znanja je potrebno pridobiti, zato da bi bili v krajšem času uspešnejši, da bi z manj napora dosegli več, torej večje prihodke, in seveda, da bi vsi pri tem, ki sodelujete v tej verigi, če lahko tako rečem, bodisi od proizvajalca pa vse do potrošnika, torej stranke, bili zadovoljni. Kaj je pravzaprav cilj? No, poglejmo si te cilje, ki so dejansko ključnega pomena za to, da lahko poslujete uspešno. Cilj je pravzaprav spoznavanje oziroma razvijanje različnih spretnosti pri vsakemu izmed nas, ki omogočajo seveda uspešno poslovanje. V mislih imam predvsem strokovno znanje, katerega je potrebno nenehno, konstantno torej nadgrajevati, predvsem znanje z področja vodenja, organizacije dela v salonu, finančnega poslovanja, prodaje, marketinga, torej vse to znanje je danes izjemnega pomena, če želimo, da nas trg kot tak prepozna. In tukaj je seveda pomembno tudi to, da se je potrebno pač določene stvari naučiti, in če jih ne znamo, preprosto ne bomo zmogli narediti koraka naprej. Vse več je vprašanj pri kozmetičarkah, ki pravijo o tem, ja, sej jaz vse delam, jaz sem tudi slišala, pa sem naredila to, pa ono, pa probala sem že vse, ampak še vedno ne uspem narediti tega koraka naprej. To vidimo predvsem, ko gre za vrednotenje storitev. Mnogi še vedno verjamejo v to, da če bodo cenovno bili najugodnejši, da bodo imeli največ dela, kar seveda ni vedno temu tako, ne. Torej, česa se boste lahko tudi pri nas, če boste želeli, seveda naučili. Prvo, kar je, tehnik komuniciranja. Tehnike komunicirajo, omogočajo predvsem lažji pristop do novih strank, ne, in seveda tudi lažji pristop pri že obstoječih strankah. Z dobrim komuniciranjem veliko lažje pospešimo prodajo
povečamo obisk naših strank v salonu in kaj je še zanimivo, veliko lažje pridobimo tiste stranke, ki so nas že nekoč obiskovale in so se potem zaradi različnih razlogov odločile obiskovati pač nekega drugega izvajalca kozmetičnih storitev. Česa se moramo še naučiti pri vsem tem, zato da bi uspešno poslovali? Najprej motivirati sebe in druge. Tipično v kozmetični stroki je, da ljudje preprosto premalo cenijo svoje znanje, svojo strokovnost, svoje delo, svoje izkušnje. Tukaj na predavanjih oziroma z našimi srečanji, ki jih izvajamo skupaj, dajemo veliko predvsem na psihologiji, kajti želimo te ljudi pripraviti do tega, da začutijo realno vrednost, ki jo imajo v sebi in da to vrednost tudi pravilno vrednotijo. Seveda motivacija zaposlenih je tudi pomembna predvsem zaradi tega, ker z motiviranjem zaposlenih se veliko lažje doseže postavljene cilje. Mi vsi vemo, da če želimo nekam priti, si moramo začrtati neko pot. Torej, če greste zjutraj v službo, boste si nekako že zamislili, po kateri poti boste šli. Kaj pa, če pride do nečesa na cesti, boste morali izbrati drugo pot. Vendar cilj je vedno isti. Takrat, ko postavimo cilje, potem prilagajamo tudi pot, zato da pridemo do teh ciljev in da smo pri tem uspešni. Seveda znati moramo motivirati tudi stranke, najprej zaradi tega, ker nam veliko lažje zaupajo in enkrat, ko nam lažje zaupajo, nas tudi pogosteje lahko obiščejo, seveda na osnovi naših priporočil in seveda s tem posledično tudi več potrošijo. Potrebno je o tem razmišljati, seveda, vsekakor. Naučiti se je potrebno tudi voditi zaposlene. Tukaj imam predvsem v mislih vodje, ki naj bi se naučili predvsem profesionalnega pristopa. Kaj to pomeni? V praksi je pogosto zaslediti, da med zaposlenimi in vodji nastane preveliko prijateljstvo. Takrat, ko nastane preveliko prijateljstvo, prihaja pravzaprav do tega, da zaupanje, ki se od ene do druge osebe ustvarja, omogoča v šibkih situacijah to, da se lažje osebo, s katero se komunicira, prizadene. In zato nekateri vodje imajo pogosto težave. Živijo skupaj s svojimi zaposlenimi, kot da so to njihovi najboljši prijatelji in seveda potem, ko pride do neke težke situacije, ker jih nasprotna stran zelo dobro pozna njihove šibke točke, točno ve, kako postopati, zato da bi to osebo jo spravila v situacijo, katero sama želi. Še ena zadeva je tukaj zelo, zelo pomembna. Torej, pri vodenju moramo tudi znati ustvarjati večjo učinkovitost pri zaposlenih, samomotivacijo seveda, glede na njihovo znanje, na sposobnosti posameznika, da znamo oceniti vsakega posameznika in da ga znamo pravilno voditi do tam, ko je potrebno pridobiti vse potrebno znanje, da lahko uspešno dela. Še danes se srečujem z ljudmi, ki mi nenehno govorijo: Evgen, super si to povedal, ampak jaz sem se že naveličala tega ljudi učiti, zato da čez nekaj časa bodo odšli drugam. To je isto, kot če bi jaz vam rekel: poglejte, nesmiselno je, da jaz vam to govorim sedaj, kajti vi boste to izkoristili in boste s tem mene degradirali. V bistvu pa to ne gre tako, jaz upam, da se tudi sami strinjate. Več, ko boste nekomu nečesa nekaj dali, več boste odprli možnosti za to, da boste nekaj dobili. Tako pač je. Zdaj, če to razumemo, če pa gledamo to izključno skozi materialno plat, seveda je lahko nekdo pri tem tudi nekako nezadovoljen oziroma razmišlja na način, kot sam misli, da je najbolj pravilno. Še ena zadeva, ki se morajo vodje predvsem naučiti, je, kako voditi sestanke. Kdaj pravzaprav sestanke organizirati, točno v katerih terminih
In seveda morajo tudi znati se pripraviti na te sestanke. Ni vseeno, kako se sestanek vodi, da se nekje dobimo, si izrečemo par besed. To mora biti točen vrstni red, katerega se naučite pri nas, zato da bodo bili ti sestanki učinkoviti. Tisti, ki ste uvedli sestanke, ste pravi dokaz, tako kot ste sami tudi dejali, koliko se vam je promet izboljšal, pa ne samo promet, tudi odnosi v sami skupini sodelavcev se je izjemno izboljšal od trenutka, ko so se začeli izvajati sestanki. Seveda, potrebno je pa tudi se naučiti uporabljati prodajo na pravilen način, da bomo znali torej prodati, in marketing. Marketing ni, nekateri pogostokrat mešajo celo, no, bom tako dejal. Marketing in prodajo. Mislijo, da marketing je sočasno tudi prodaja, ne, še zdaleč od tega, ne. Marketing pripravlja teren za dobro prodajo in marketing seveda je učinkovito orodje, ki nam pomaga tudi po prodaji. Zakaj po prodaji? Zaradi tega, ker uspešnim marketingom uspemo razvijati našo stranko in jo tako pripraviti do tistih storitev, ki jih ona pri nas še ne uporablja, oziroma do nakupa tistih izdelkov, za katere ona morebiti celo še ne ve, da jih potrebuje, ne. No, in seveda še ena zadeva, na katero ne smemo pozabiti, to je uporaba tehnik menedžmenta, ne. Danes se vse pogosteje uvaja menedžment v kozmetično, bom rekel, dejavnost, iz preprostega razloga, ker običajen obrtniški pristop, kot je bil, kot je veljal do sedaj, enostavno nima več moči in potrebno je nekaj več, ne. Torej, da bi to uspeli, morate imeti znanje, katerega sem sedaj opisal, vendar dajmo pogledati še, kaj pravzaprav takšno znanje, ko ga pridobite, kaj vam lahko zagotovi. Prvo, kar je, s takšnim znanjem boste veliko lažje pridobili večjo sposobnost za reševanje težav, ki nastanejo, problemov, kakorkoli, ne. Pridobili boste tudi znanje na področju verbalnega in neverbalnega komuniciranja, to je izjemnega pomena, kajti vemo, da nastale situacije v večini primerov, še posebno, ko gre za probleme, ne pride do njih zaradi dejanskih problemov oziroma nekih težav, ki so povzročili te probleme, temveč v večini primerov pride zaradi načina komuniciranja, kako se osebe med seboj o tem pogovarjajo, ne. Kaj se še lahko naučite oziroma kaj si lahko zagotovite s takšnim znanjem? Torej, uspešno reševanje težav, posebno, če gre za razne konflikte, in seveda, ker je tudi izjemnega pomena, kako reševati reklamacije, v koliko do njih pride, ne. Ravno tako pridobite boljše izhodišče za pogajanje in sodelovanje z dobavitelji, kajti to je izjemnega pomena, kako in s katerimi boste delovali in zakaj boste delovali. Lažji in učinkovitejši je tudi pristop do prodaje bodisi izdelkov, ki jih prodajamo našim strankam za domačo uporabo, oziroma dodatnih storitev, tistih storitev torej, ki jih stranke pri nas še ne uporabljajo. In seveda učinkovitejši pristop do medijev, kajti mi vsi delujemo nekako na nek način z mediji, z računalnikom, veliko pišemo, objavljamo v nekaterih časopisih, revijah, nekateri celo izvajajo različne oddaje, bodisi na radiu, televiziji in tako naprej. Skratka, tukaj moramo pridobiti dobre smernice, da smo lahko uspešni. Ne smemo pozabiti niti na znanje, ki ga boste pridobili za lažje organiziranje dela pri vaših zaposlenih, in uvajanje pravzaprav teh zaposlenih v delovne procese. Še posebej, ko gre za mlade, no, o tem smo še nekaj na začetku
povedali, biti morate dejansko previdni, da jih pravilno uvedete v delo, da jim znate prikazati vse postopke in da jih resnično naučite, tako kot so naučili vas, ne. In je prav, da se to prenese potem tudi na druge. Naučiti se je potrebno tudi, kako izbirati pravilne kandidate za zaposlitev, kateri so ti kriteriji, katerim je potrebno slediti, zato da bi pridobili seveda prave kandidate, in na takšni osnovi moramo znati tudi načrtovati samo delo oziroma vse naloge, ki se izvajajo v kontekstu bodisi svojih nalog kot vodje ali kot zaposlenih. In seveda kot vodje se naučite tudi učinkovitega delegiranja, da znate ljudi voditi, ne pa ukazovati. To sta dve različni zadevi, ne? Ker nekateri delegiranje razumejo kot ukazovanje. Ne, delegiranje je nekaj povsem drugega. Delegiranje pomeni ljudi voditi na način, da vse, kar počnejo z razumevanjem, in seveda potrebno jim je tudi prikazati, zato da vsako stvar, ki jo bodo na določenem področju delali, bodo to počeli z veliko volje, željo in tudi s pripadnostjo. Tukaj se začne in ustvarjanje pripadnosti. Mi pripadnosti ne moremo od nekoga zahtevati. Pripadnosti se ni mogoče naučiti. Pripadnost se lahko samo ustvari. In tisti, ki znajo ustvarjati to, dobro vedo, da nimajo pravzaprav nikakršnih težav z zaposlenimi, ne. Potem seveda naslednji korak, ki vam zagotavlja tako znanje, kot sem predhodno omenil, je obvladanje finančnega poslovanja. To je tematika, ki jo mnogi radi ne slišijo, kajti finančno poslovanje najraje prepustijo drugim, tako da nekaterim kozmetičnim salonom vodijo kar računovodstva finančno poslovanje, kar seveda ni napačno po eni strani, po drugi strani pa morate vedeti, da ste vi kot lastniki salona, vkolikor ste lastniki, odgovorni čisto za vsako stvar, kar drugi naredijo za vas. To morate imeti nenehno v mislih. Seveda je pomembno tudi spoznati nove načine uvajanja, torej plačevanja storitev. To je danes ključnega pomena, če želimo dobro delati. In seveda realno moramo znati vrednotiti naše zaposlene, da ne bi prišlo do tega, kot se pogosto zasledi v praksi, da nekateri, ki delajo dlje časa v kozmetičnem salonu, zaslužijo več in boljše od tistih, ki so morebiti malo manj izkušeni. Vendar cilji kot taki morajo biti enotni, ne posamični. Če želite ustvarjati večji prihodek za celoten salon, morate poenotiti cilje. Torej, ne postavljati izključno določenim posameznikom določene naloge, na osnovi katerih bodo lahko nekaj več pridobili, temveč je potrebno to storiti vsem zaposlenim. Se pravi, naj bo to cilj vseh zaposlenih in ne posameznika. Še ena stvar je, ki jo moramo razumeti, in sicer razumeti moramo to, da moramo našo dejavnost kozmetično, obrtno dejavnost preoblikovati v podjetniško dejavnost. Zakaj? Podjetništvo je danes, poznavanje, obvladanje podjetništva je danes za napredovanje stroke ključnega pomena, ker tukaj se v ozadju skriva cel kup enih procesov, ki so v obrtniški stroki nekoliko manj poznani ali celo manj uporabljeni. Zato je pa seveda potrebno tudi znanje z področja menedžmenta. Tukaj se pa pri nas naučite vseh teh tehnik in tisti, ki imate željo res narediti korak naprej, dajte to storiti, boste videli, koliko se bo to poznalo pri vašem poslovanju, ne. Seveda, da bi to dosegli, je treba zelo dobro poznati tudi vloge samih zaposlenih, ne. In znati pravilno zaposlene privesti do tega, da bodo dejansko delovali učinkovito, ampak da bodo sami razumeli, da je to
za njih ključnega pomena, da na tak način pristopajo do sebe, do dela in seveda tudi do drugih. Naučiti se je potrebno tudi preoblikovati težave v izzive, kajti velikokrat nekateri opozarjajo, ja, veš, problem je v tem, problem je tam, problem je oni, problem je ona, povsod so vsi neki problemi, ampak če želite, oziroma tako bom dejal, velikokrat v podjetjih rečejo, plačani ste za to, da rešujete probleme, ker če problemov ne bi bilo, potem tudi vas ne bi potrebovali. Torej, in tega se moramo mi zavedati. Mi se vsak dan soočamo z določenimi izzivi in če jih sprejemamo dejansko kot izzive, potem tudi problemi dobijo povsem drugačno obliko. Niso več taki, kot smo jih videli, temveč so drugačni, kajti mi se želimo z njimi soočati, kajti več, kot se s težavami, problemi se soočamo, več se tudi naučimo. In če to sprejmemo kot izziv, je seveda to lahko velika prednost. No in še ena zadeva, katero se je pomembno naučiti, zato da boste uspešni pri svojem delu, to je postavitev ciljev oziroma pravilno vpeljati vašo vizijo v delo. Vse to se naučite na naših delavnicah, na osebnih svetovanjih, pridemo tudi do vas, vam pomagamo, najprej preverimo, kakšna je situacija v salonu, zato da dobimo neko osnovno izhodišče, na osnovi tega osnovnega izhodišča točno lahko ugotovimo, kaj vse lahko v določenem času ustvarite. Če ste željni napredka, če imate radi sebe, če želite sebi dobro, potem naredite zase tudi nekaj dobrega. Nikoli vam ne bo žal. Lepo bodite, vidimo se v naslednjem videu. Srečno.